V času, ko mnogi upokojenci živijo zelo težko, komaj izhajajo iz meseca v mesec in pred referendumom o izjemnih pokojninah, premierjeva spremljevalka Tina Gaber skupaj z veganskim aktivistom slovenskim upokojencem predlaga: izogibajte se mesu in zdravilom. Mleko in jajca zamenjajte z zelenjavo, oreščki in semeni. In kaj o tem še enem v vrsti tako imenovanih spletnih hitov Gabrove pravi stroka? Vodja oddelka za prehrano na Onkološkem inštitutu brez dlake na jeziku. Gre za povsem nekritično, neodgovorno in lahko tudi zdravju ljudi nevarno početje. Tadej Grešovnik. 170 tisoč predvajanj zgolj na Facebooku v manj kot 24 urah. Vnovič je Gabrova v spletnem hitu moči združila zagovornikom veganstva. Kako živeti bolj zdravo, kako prihraniti denar in kako se počutiti fantastično. Tokrat sta paket predlogov, kako do zdrave, vitke postave in debelejše denarnice na drugi strani predstavila starejšim, konkretno upokojencem. 10 drznih nasvetov za upokojence. Kako živeti bolj zdravo, kako prihraniti denar in kako se počutiti fantastično. Prvi nasvet. Važno, da imate vidmar. In če že pred dnevi premier, da bi izboljšali počutje starejših, promoviral gibanje, pa sta tokrat spletna vplivneža v prvi plan postavila prehranske navade. Prvi nasvet. Pokojite meso, rdeče meso. Nemogoče. Sem mesojed in imam rad meso. Vse prej spesi kot meso. Prvi nasvet. Pokojite meso. Ne. Zakaj ne? Mal ga mora biti. In meso prikimavam tudi stroka, in če bi ob tem z jedilnika umaknili še Mleko, maslo, jajca. in na drugi strani to nadomeščali zelenjavo s stročnicami semeni in oreški, bi to lahko bilo, tako profesorica Nada Rotovnik-Kozjek, tudi nevarno. Gre pa za izrazito zdravstveno škodljiva priporočila. Sami veste, je priporočilo za starostnike, da naj se zviša vnos beljakovin, kar bodo starostniki zelo težko storili, če bodo jedli hrano, ki jo mogoče njihova stara prebavila, pa še kakšne kronične bolezni zraven ne morejo prebaviti, predelati in absorbirati. Da je takšno nagovarjanje zelo neodgovorno, še opozarja doktorica Rotovnik-Kozjekova, nenazadnje dvojicam spletnih vplivnežev nima ustrezne izobrazbe. V naši klinični praksi vidimo žal, ampak res žal, veliko zdravstvenih problemov, ki so posledica nekritičnega sledenja tem nestrokovnim nasvetom. Zdravstvene posledice neustreznega prehranskega vnosa so lahko za ljudi tudi smrtno nevarne. Kot bi lahko bilo smrtno nevarno tudi, ukolikor bi brez posvetovanja zdravnikom prisluhnili 7. nasvetu. 7. Lahko živite brez zdravil, če spremenite način življenja. Ne, brez zdravil se ne da, ne. Če ne bi tukaj cajta živeli, če ne bi bilo zdravil. Zdravila pa morajo biti. Zdravila pa. Ter še zadnji, in kot je zapisala partnerica predsednika vlade, tudi njen najljubši nasvet. 10. Zavrnite vlogo ubogega upokojenca. Ne čakajte na zdravnike, farmacijo ali pa države, da vam popravlja življenje. Vi ste šef svojega zdravja. Pravzaprav včasih ne veš, ko te popade v gorčenje, kako je možno, da nekdo tako neodgovorno deli takšne nasvete in je popolnoma nekritičen do njihovih posledic. Mi živimo v državi, kjer je naš zelo slaven pesnik rekel, da le čevlje sodi naj kopitar.